Živijo, spet jaz, Srebrousta tukaj. Danes imam za vas spet eno predstavitev pralne pleničke. Tokrat bo govora o Doti. Tole imam Easy Snap pleničko. Res, da je kar posebna, no. Si bom malo več časa za njo vzela, kakor za kakšno drugo. Sploh, ker na začetku sem se malo ustrašila, moram priznati. Je pa res, da potem, ko se enkrat naredi, ko da so pa vse skrbi in strahovi odveč. Najprej mogoče, če gremo kar po istem kopitu, kakor z ostalimi, gre za pleničko v sistemu vse v dveh. Plenička prihaja iz Hrvaške, od hrvaške ustvarjalke Doti, je pa dobavljiva tudi v Sloveniji pri gospe Jeleni, jo je tudi meni poslala. Dobite jo na spletni strani mamitojevse.com. Bom dala od spodaj v opisu tale linkec, no, povezavo. Zraven pridejo pa še takale navodila. Sicer v hrvaščini, no, tako da če razumete, ne bi smel biti problem. Tule najprej malo o pralnih pleničkah, zakaj so boljše kakor tiste za enkratno uporabo, in pa še tole so navodila za pranje. Tako, potem pride pa zraven pleničke še takale deklaracija, in sicer tu vidite, da gre za Easy Snail pleničko, potem pa za vsak sestavni del pleničke sestava, se pravi material, in pa vzdrževanje, se pravi kako se pere, suši in tako naprej, pa spod seveda kontakt. Če si kar pogledamo pleničko, najprej seveda kar opazimo je tole, zelo je mehko, no, tip. Okoli in okoli zunanjega dela je 100% bombaž. To me je prvo presenetilo, da je odzunaj naraven material. Nastavljiva je na pritiskače, tako v obseg, kakor tudi v višino. Tlele jih res ne morate zgrešiti, ker so tako fajn kontrastni. Malo je pa obratno, kakor pri drugih pleničkah. Tale pritiskač z vtikačem je od spodaj in se vtakne navzgor. Teli so ta prazni pritiskači. Tako da to bi bila prva taka razlika. Potem pa, ko pleničko odpremo, vidimo, da se tle ogromno enih stvari dogaja. Tako da to je tisto, kar je mene malo preplašalo. Ampak zato imate pa vi mene, da vas ne bo. Takole, ko pleničko pogledamo, ko je enkrat zložena, izgleda kot običajna vse v dveh pleničke, vpojni vložki in pa hlačke. Ampak tale del se odpne. In tako dobimo samo hlačke. Temule se reče snail, polžek. V njem so pa vložki, niso nič pripeti. Oziroma vložek je en, zraven je pa še booster, se pravi še za dodatno vpojnost imate. Jaz imam tegale Bamboo Power, se pravi z bambusom, imate pa tudi bombažno možnost na spletni strani. Tako da, če damo zaenkrat vložke malo na stran, pa se pogovorimo o samem tem sistemu. Hlačke, se pravi, so zunaj iz 100% bombaža, notri je pa poliester. Na to tale snail, ki se pripne, prav tako iz poliestra. Zdaj lahko v teoriji uporabite samo tole, pa recimo da vložek brez boosterja ali pa z boosterjem, in to Jelena pravi, da je zelo dobra možnost za odvajalne hlačke. Prekrivne hlačke imajo pritiskače, ki so združljivi s temi pritiskači na vložku. Takole lahko kar pokažem. In tako dobite sistem, ki je deklariran za v bistvu odvajalne hlačke. Takole. Jelena pravi, da naj bi to bila super rešitev za nekoga, ki se odvaja od pleničk. Takole, vložek imam zdaj po dolžini, nekako daljši je, no, zdaj na videz. To je potem pomembno, ko bomo pa začeli pleničko zlagati. Evo, na te iste pritiskače na hlačkah se pripne tale snail razdelek. Noter čisto na isti sistem. Ni važen, kaj je odzadaj, kaj je spredaj, ker je pri obojem enak razmak. Tako dobite pa prav luštno pralno pleničko, ki ima v bistvu dvojne elastike, ne? In sem noter zdaj dodajate vpojne vložke. Ena varianta je, se pravi, ta prav njihov vložek. Jaz ga v tem primeru ne bi zložila po dolžini, ampak po
širini. No, tako dobimo malo širši, pa krajši vložek. Noter v sredino lahko damo seveda še dodaten vložek za dodatno opojnost. Pa recimo, da ga bom jaz zdaj dala. Sem rada, da se gumbki ne dotikajo kože, tako da dam navzdol obrnenega. Evo. In dobim zelo opojno pleničko. Takole. Čeprav zdaj zgleda malo neurejeno vse tukaj, verjemite, ko jo date gor, vas bo presenetila. Zelo lepo prikrojena pride, ni veliko materijala med nogicami, pa tudi na ritki ne. Je pa tale snail dodatek tudi glih ta prave velikosti za katerekoli druge opojne vložke. Meni se je zelo dobro izkazala tale plenička z predzložencem od Grovije. Tole imam 2, tudi zelo lepo pride. Ali pa v bistvu s čimerkoli. Evo, tole imam Else House 3-slojni, konoplin in pa Little M bambusov. Takole, še mogoče še malo bolj krojeno pri nogicah, kot predzloženc, ampak to je itak vedno, ker je predzloženc večslojen. Tako, v bistvu zelo veliko možnosti za igranje imate s tem, pa za preizkušanje različnih vložkov, različnih sistemov. Zdaj, če vzamemo prav ta vložek, pa še dodaten booster, meni tole drži nekje 3 do 4 urce gladko. Več kot to ne rada puščam, ampak takrat je že kar lepo napojeno. No? Mislim, da je 4 ure tista končna zmogljivost pri naših izkušnjah. Plenička se suši zelo hitro, zato ker če jo damo na razen, ne vsak element posebej sušimo. Tudi tale vložek, čeprav je bambusov, se posuši hitro, ker je tako prešit, da je zelo tanek, v bistvu, ko ga damo enkrat na razen, ni debel, hitro se posuši, je pa iz 70% bambusa, oboje pa 30% bombaža. Zdaj, verjamem, da se zdi kot veliko informacij tole, tako da mogoče najbolj, da kar pokažem, kako izgleda na ritki. Tukaj lahko takoj vidimo, da res ne gre za neko med nogami veliko pleničko, čeprav mogoče na prvi pogled izgleda tako. Najbolj, da kar pokažem. Sprav zadnji rob poravnamo z popkom. Tukaj lahko res lepo vidite, kako elastična, kako fleksibilna je plenička. Tale elastika se res dobro izkaže. In pa sprednji del pripeljemo naprej. Tudi tukaj v področju trebuščka, popka so elastike. Tako da jo res lahko prilagodimo glede na vsakega otročka posebej. Tu vidimo, imamo tole eno vrsto pritiskačev, na katere zapnemo krilca. Na tejle strani sta 2 gumbka, na tejli strani pa kar 3. Tako da res lahko optimalno zagotovite prileganje. Čeprav ni treba vseh 3 zapreti, no. Seveda odvečno blago navzgor zavihamo, ne pozabiti na tele kotičke. Vidite, kaj se mi je tule zgodilo? Malo tega polžastega vstavka mi je ven pogledali, tole ven, noter. Zatlačem. Lahko si pa pogledate, kako lepo zatesni okoli nogice. Zdaj na pravi nogici bi to se malo lepš videli, kot na našemu svicerku. Ampak to je v bistvu to, plenička res ni velika v predelu nog, tudi ritka ni velika, malo smo mu hlač oblekali, tudi ritka ni velika, zelo lepo se prilega. Tako izgleda zadovoljen svicerk v Doti Easy Snap plenički. Tako, zdaj vas pa verjetno zanima še cena, in sicer pride plenička v 2 delih, hlačke in pa tale pavškast dodatek. Lahko dobite za 11 €, potem se pa odločite za vložke, se pravi za opojen material, in sicer teli moji bambusovi so bili 14 €, mislim, da tisti bombažni so pa tudi tam nekje. Tako da ugodno
ugodna opcija, če gledamo na to, da v bistvu hlačke lahko večkrat uporabimo, upojen del je pa tisti, ki ga menjavamo, seveda, kadar ni pokaka. To bi bilo za danes to o plenički Doti Easy Snap. Jaz upam, da vam je bil video všeč. Če vam je bil, dajte stisniti prst gor. Če imate še kakšno vprašanje, imate kakšno željo, katero pleničko naj še sprobam, mi napišite v komentar dol. Če pa mislite, da video še komu prav pride, ga pa podelite naprej. Mi se pa vidimo kmalu.